Letos mineva 100 let od smrti bistriškega rojaka, vrhunskega pravnika, ministra v dunajski vladi in diplomata na pariški mirovni konferenci, doktorja Ivana Žolgerja. Ob tej priložnosti je pretekli torek v Bistriškem gradu o njegovem življenju in delu spregovoril predstojnik oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, profesor dr. Andrej Rahten. Zelo malo smo vedeli o njej in ni nič čudnega, da tudi tukaj v Bistrici, tukaj je svoja draga povedala, raznih ulice, pa še ta se napačno imenuje Žolka, on je bil Žolger. In naj povem, tudi Maribor, in je tako napačno napisano Žolgerjeva. Edino v Ljubljani je to. V Ljubljani je pa Žolgerjeva, torej gospod Matej Nemec, zagovarjec mojih knjig, ki danes prišel v Ljubljane, on je pričal, da tam sem pravilno napisal, zdaj, ko stanete mu ugotavljamo, da tudi na Štajerskem, pa rekel, še nismo tako dali. Seveda, tisto, kar je treba povedati, je, da je za zgodovinar poučevanje Ivana Žolgerja en veliki izziv. Prvič zato, ker je zelo malo ohranjenih teh res primarnih okvirskih virov. Treba se je znati, treba iti, v različne arhive, kjer je gradivo zelo razpršeno. In tukaj moram reči, da je za zgodovinarja to precej težka naloga. Tukaj je znanje danes Vlasta Stolbarda, ki je seveda mi takrat pomaga, ko se je zelo počasopisijo, kaj je bilo v Žolgerju. In tukaj pa zdaj pridemo na to štajersko zgodbo. Namreč zanimivo je, da v štajerskem časopisju, recimo v Straži, torej časopisu, ki je takrat bil glasilo Slovenske ljudske stranke, oziroma Slovenske kmečke zveze, spremljajo določene postaje v njegovem življenju. Isto velja za slovenskega gospodarja. Nekaj malega se najde tej notic, ampak spet, da bi lahko človek iz tega naredil neko obsežno študijo premalo. Tako da je bila potem moja odločitev, da je to na to vprašanje, demo povedati, kaj se lahko najdemo v različnih arhivih na Dunaju, v Ljubljani in tako naprej, in ali lahko naredimo iz te res zanimive zgodbe tudi eno resno biografsko študijo. Pogovor je vodil novinar RTV Slovenija in zgodovinar Stanislav Kocutar.